Muzeju narodne osvoboditve Maribor, natančneje v Trafiki, muzeju za enega, je na ogled razstava, ki presega klasične okvirje muzejskih postavitev. Razstava Svet v tišini ni le zbirka predmetov in informacij, je povabilo v svet, ki ga večina slišečih redko zares opazi. Je most med slišečimi in gluhimi oziroma naglušnimi, prostor, kjer se lahko tišina sliši bolj glasno kot vsakdanji hrup. To razstavo smo pripravili skupaj z Muzejem narodne osvoboditve Maribor. Tukaj je Trafika za enega in ta muzej je postavljen z namenom za osveščanje širše javnosti o gluhoti, o pomenu gluhote, kaj pomeni, kako so živeli ljudje včasih, kako danes živijo. Naša osnovna naloga pa je, da poskušamo premagati predsodke, ovire in želimo na ta način približati naš svet tišine tudi slišečim ljudem. Prav zato ima razstava Svet v tišini poseben pomen. Nastala je kot rezultat predanega dela, vztrajnosti in skupne želje po preseganju stereotipov. Muzej je prispeval svoje strokovno znanje in odprl vrata kulturnega prostora, društvo pa je dodalo dragocene izkušnje in osebne zgodbe, ki razstavi zagotavljajo pristnost in globino. Sam koncept razstave je sestavljen takole, da tistim, ki slišijo, mora povzročiti malce stisko, ki jo člani društva velikokrat občutijo, ko pridejo v prostor, ki ni prilagojen v vsakdanjem življenju. Gradimo na empatiji, na sočutju, naj tudi ljudje malce obujajo čevlje gluhega in skozi posebno izkušnjo spoznajo zgodovino večkrat pozabljenega dela našega mesta. V današnji družbi še vedno obstajajo različne ovire. Še vedno se počutimo neenakopravne. Še vedno se včasih zgodi, da kljub temu, da so gluhe osebe ali naglušne osebe, kljub svojim sposobnostim obravnavanje slabše, diskriminatorno. To se pokaže praktično v vsakdanjem življenju, pri izobraževanju, pri vključevanju na trg dela, pri vključevanju v različne družabne dejavnosti v družbi. Mi želimo na takšen način z predstavitvijo našega sveta tišine pokazati, da smo tudi osebe z izgubo sluha enakopraven del te družbe. Pokazati želimo, da tudi mi smo sposobni, da si želimo prijateljstva, da si želimo sodelovanja in na tak način naši člani, prostovoljci, spoznavajo nove prijatelje, nove znance in na tak način potem oni lažje vzpostavijo in se vključijo v drugi okolje in tudi to okolje nas malo bolj sprejema. Na razstavi Svet v tišini boste lahko odkrivali zgodovino gluhih v Mariboru in širše, ter se pobliže seznanili z izzivi, s katerimi se ta skupnost sooča v vsakdanjem življenju. Razstava ponuja tudi vpogled v bogato kulturo in identiteto gluhih. Posebna pozornost je namenjena slovenskemu znakovnemu jeziku, polnopravnemu jeziku, ki predstavlja most do sporazumevanja in osebnega izraza.
Ob tem boste spoznali različne tehnične pripomočke, ki olajšujejo življenje gluhih, ter predmete, ki zgovorno pričajo o njihovi zgodovini in prispevku k naši družbi. Skozi pogovore oziroma skozi raziskovanje zgodovine nasploh gluhih in naglušnih ugotavljaš, da je v zgodovini še veljalo veliko stereotipov, ki so bili zacementirani skozi generacije in generacije. Naprimer, gluhi so v preteklosti veljali za neumne, za ljudi, ki ne razumejo ničesar. Naprimer, najstarejši zapisi iz hebrejščine nam kažejo na to, da recimo niti dedovati niso smeli lastnine. Kasnejši zapisi, ko se je razširilo krščanstvo, je bilo govora, da nimajo odnosa z Bogom. Tako da je bilo veliko postorjenega, veliko ljudi, izjemnih posameznikov je nekako splužilo pot do danes, kjer vse gre na boljše, ampak kljub temu še vedno moramo veliko postoriti. Zato vabim vse gluhe in naglušne po celi Sloveniji, ko pridejo v Maribor, naj si pridejo to pogledati, da bodo videli, kako je biti gluh v tem sodobnem svetu. Ustvarjalci razstave želijo, da bi vsak obiskovalec po ogledu razstave odšel z novim vpogledom in spoštovanjem do sveta v tišini. Naj bo to korak k bolj vključujoči in empatični družbi, kjer bo vsak posameznik cenjen in slišan, ne glede na to, kako komunicira. Razstava je na ogled vsak dan do sredine septembra, od 18. ure do 22. ure.